Siddharta, največje ime na slovenski glasbeni sceni, so si omislili popolnoma nov prostor za vaje in studio obenem. So eni redkih, ki so ga zgradili sami. Mislim, da smo si po tolikih letih zaslužili enega tazga. Tukaj greš med Tomažem pa med Primožem, lahko se sprehodiš, pa lahko eno pivo prineseš. Prej si mogel pa tako na 3-4 si se mogel obrniti. Fantje pa imajo tudi svoje najljubše kotičke. Hladilnik je v bistvu ta najljubši kotiček. Tukaj imamo pa tak v bistvu kot nek tempelček, ki je precej nov. Vsaka skera predstavlja pač turneje in te so iz lanskega leta, ki so pač izven Slovenije. Na dan otvoritve studia so bili rockerji zelo emocionalni. K temu je pripomoglo tudi nepričakovano in ganljivo darilo njihovih punc. Ob vstopu v studio so namreč zagledali usnjeni kavč, ki so si ga že dolgo želeli. Smo mi prišli par ur, preden so bili gosti povabljeni. Smo videli gor, ker smo šli iskat stole, da je v bistvu da je nekaj zelo v redu gor. 13-tica ima poseben pomen. Pa 13, kar nas spremlja že kar nekaj časa, v bistvu, po moje par let. 13. september. 13. september v bistvu je bil stadion, recimo, to je ena izmed midva sva prej živela, ko sva še bila pri starših, tudi na 13-ki. Prvo kulturno društvo, ko smo ga odprli, smo nekako vključili tudi to 13-ko noter, se nam zdi, da je neka taka srečna številka za nas. In pol, ko se proba spomniti, kako bi dal ime, pač studio, smo dali Studio 13. Siddharta se prav danes odpravlja na mini turnejo na Poljsko. Njihove oboževalce pa so pocrkljali s prenovo skladbe Samo edini. Naslednje leto pa imajo namen pocrkljati slovenske oboževalce, saj praznujejo že 20. obletnico obstoja. Opa!